Ja, a ti bi ti zvil pa ne? Vse veš, kaj je, jaz kakšen pezem, Olje je pezem, ampak v vodi ne moš. Potem jaz dobim to zolje sploh ne moš narediti. Draga publika, dragi obiskovalci Galerije Domžale, dober dan. Danes je spet poseben dan, kot ponavadi, tam proti sredini meseca. In kot ste že videli, kot ste že spoznali današnjega avtorja, mojstra, midva se bo pridružila majčkeno kasneje, zdajle pa najavljam glasbeni uvod, tako rekoč resonanco k slikam avtorja, muzikusa Lada Jakše, ki bo za uvod najbolj za kar sam pove, kaj bo zaigral, oziroma najboljše, da kar zaigra, pa se malo kasneje midva pojavlja. Lado, izvoli. Tam druga slika, naselitev v Altamiri. In ker je naslov razstave 10 sekund svobode, bi si jaz svobodno vzel 10krat po 10 sekund svobode.
7x 8x. Hvala lepa, Lado. Za tem čudovitim uvodom, prosim, Borko, zdaj so pa midva na vrsti, vidim, da imaš poln prtljage s sabo, kako bova zdaj udarila eno dobro razpravo. Izvoli, držiš čim bolj prvosti. Čim bolj prvosti, tako je, da se bo slišalo. Se v redu sliši? Borko, vidim, da imaš tremo, ampak ni problema. Zadev si. Tukaj smo sami domači in bova šla midva lepo po vrsti. Šla bova čisto od začetka, od naslova. Bova rekla, Altamira, ta slavna špilja v Kantabriji, Kantabrijsko gorovje je, pravzaprav cela Kantabrija, zelo je raznolika, zelo nenavadna. No in tam so, za tiste, ki še ne veste, odkrili jamo. To je namreč španski kras, globoko, mislim, da je 180 metrov globine ali nekaj takega. No, v glavnem, noter so v tej jami našli slikarije, ki naj bi bile prazgodovinske oziroma predzgodovinske, ali kako, ne vem, kaj je lahko predzgodovino. Kakšna druga zgodba ali druga zgodovina ali kakorkoli. Meni osebno so se te slikarije vedno zdele sveže, kot da bi jih včeraj narisal ali pa pravkar. Ne zdijo se mi toliko stare, ne, ampak to je moje osebno mnenje, nič hudega. Odkot tebi ta Altamira? To je, tako, za moje pojme je to seveda metafora prostora, metafora nečesa, kar je davno bilo, ne, in ne vem, ponovno prihaja noter, ali kaj si ti ob tem mislil in čutil? Ja, najprej pozdravljam vse skupaj, pa Cep, Juri, najprej hvala za res dober tekst, ki si ga napisal, ne. In tam si tudi napisal, ne, da so te slike, kadar so bolj narazen abstraktne, če so skupaj so bolj realistične. Jaz sem se potrudil, da se mi skupaj dajo, ne. No, ampak zdaj zares, ne, Altamira, ne. No, jaz moram zdaj ob tej priložnosti povedati, da je to tudi povezan s tem 10 sekundam svobode, ker jaz sem bil v neki jami v Španiji, pod Pirineji, Nio se reče, to ni baš Altamira. In sem jaz doživel en kulturni šok, ko sem tole videl, ne, ne povedal zakaj. Vse te jame mi nekako datiramo v 10.000 letih, 20-30.000 let. In si ne moreš predstavljati, ne, da v bistvu so te slikarije pa blazno spontano narejene v hipu, ne, tako rekoč. Ti si rekel 180, ne vem, koliko si rekel, metrov. Globoko. Ta jama v njo je 800 globok, ne, se hod, kar nekaj časa, ne. In potem vodič to osvetljuje svojo karbidovko, ne. In vidiš eno stvar, ne, to je tako spontano narejeno, to je bilo narejeno tako rekoč v hipu, ne. In si potem rečeš, kaj so delali vmes, ne, kaj so delali poleg, ne, če je to 30.000 let ali pa 20.000 let razpona, ne, drugače razmišljaš, ne, ker to vidiš, ne. Ampak, veš, kaj je tudi zanimivo, ne, ja. Ti moraš do tja priti, ne, ja. Jama je absolutno Platonov prostor. Ja. Ja. Ti greš skozi temo, v resnici je tako, kot da bi se rodil ponovno, ja. Ko prideš noter in vodnik prižge luč, ja. To je razsvetljenje, tako rekoč. Sigurno, ja, sigurno. In je mogoče ta moment tisti, ki je malo šokanten, ne. Navajeni pa smo na vse sorte risbe, grafite. Ja, to ne veš, res si presenečen. Druga stvar, ki je si tudi, bi rekel, kar sem, bi rekel, gledal eno oddajo film, ko so odkrivali jamo Chauvet. Recimo, to je bila v Južni Franciji tudi, ne, in je bila najdena leta 94, ne, dosti pozno, ne, in je, ker sam veš, v Altamiro ne moreš priti, ne. Altamira je zaprta. Je zaprta, ne, ta Nio je še odprt, ne, v Nio se pride. Tam še vidiš original. Ja, vidiš original, ampak pošiljajo na eno uro skupine, dovoljujejo, da gremo, pa spet ne preveč.
ta ševo pa tudi ne bojo pustili, oziroma ne pustijo in so delali repliko. In tukaj moram pač to povedati, da sem ta film gledal, ne, in so eni slikarji, ki bi morali slikati, ne, te slikarije v duplicirani jami, ne. In je slikar rekel, da to oni sploh ne morejo slikati. Ne. Verjetno zaradi tega, ne, ker je takmu spontanem zamahu narejen, enkratno, ne, spet pridem na tisti problema, ne, kako je bilo to dejansko spontan delan in si predstavljaš, seveda, 10.000 letih razmišljaš, ne. Tam je pa to narejen verjetno v trenu, ne, in kaj, a so to brisali, a so to, ne vem kaj naredili s tem, ne. V glavnem, to je stvar, ki je dejansko bila dosti spontano narejena, ne. In jaz govorim o tej svobodi, zdaj pa smo pri slikarstvu, ne, ki je pravzaprav v tej svobodi ti lahko slikaš, ne. Ti ne moreš slikati tako, da so stvari, namreč slika je irreverzibilna zadeva. Če se ti zmotiš, ne, to je težko popravljaš včasih, ne. Druga stvar je, da je to znakovni sistem, ki ga ne moreš prevesti v drug znakovni sistem, ti lahko pesem prevedeš v črke ali pa verbalno poveš. Pa še tam je ena izguba. Pa izguba, recimo, ali pa glasba si že teže, ker je zelo zadeva povezana z naravno, z barvo tone, tako naprej, ampak vendarle imaš notni sistem, ne. Pri slikarstvu je pač drugačne. In se mi je ta spontanost dela tako pomembna zadeva, ne, da sem to povezal s tem časovnim momentom. Ne samo, zdaj pa je tudi malo metafora, ne. Velik razpon časovni, hkrati 10 sekund, ne, kakšna tle povezava, ne. Tle, ki sem zdaj govoril, to povezavo sem tukaj videl, ne. Skratka, spontanost na kratko časovno enoto. Ja, ne, tako, ja. Ampak 10 sekund je v resnici kratko, ne? Lej, 10 sekund svobode je pa nekaj drugega, ne. Bil je film Race, dirka, ki igra, ne bi bil Jesse Owens, ne, ki zmaguje na tekmah in tako naprej na tekmovanjih. In tudi v Berlinu zmaga, ne, pred Hitlerjem, ne. Ampak poanta te njegove zmage je v tem, da on reče, samo teh 10 sekund, ko težem, sem res svoboden, ne. Ker pred tekom in po teku, ne, je soočen z rasizmom, ne, se mora boriti za čisto druge stvari, ko pa je on na črti zateč, pa barva kože ni več važna, ne. Ni več važna politika, ni več važno, ne vem kaj, ne, važna je hitrost. Samo telo. Ne, in zdaj jaz to povezujem še za eno drugo zadevo, ne samo, da je on takrat svoboden, ne, ampak jaz sem tukaj hotel povedati to zadevo, da je v bistvu človek, ki je soočen z izenačenimi izhodičnimi pogoji, ne, ker tekač, atlet, ne, je izenačen z izhodičnimi pogoji, ne. In tle bi rad poudaril pač to, ne, da je danes agenda in trend, da delaš politične slike, ne. V resnici je pa ta moment, da si ti izenačil ljudem začetne pogoje, ne samo sociološko, ne, ali pa psihološko, to je antropološka nujnost, da se to še človeku omogoča, ne. In je ta, bi rekel, izenačenost začetnih pogojev v samem, bi rekel, v osnovi zelo človeška zadeva, ne. Zdaj, če se tudi pogovarjamo o umetni inteligenci, ne, je veliko strokovnjakov dvoumno govori o tem, da je lahko celo mogoče to katastrofa, jaz sicer osebno ne verjamem, jaz mislim, da se bo ljudi že nekoliko znajdeli v tem, ampak da bo to hujš kot recimo podnebne spremembe in tako naprej, ne, eni odhajajo iz Googla, strokovnjaki, majstri in tako naprej. Ampak hočem to povedati, ne, da v bistvu ta moment antropološki je osnovni, ne, in to je pomembno, ne, zato jaz sem se tudi veliko z igrami ukvarjal, ne samo z slikarstvom, ne. Na to bova še prišla. Ja, no, hočem samo to povedati, da je Johan Huizinga, ne, je rekel, igra je starejša od smeha, ne, in v igra je takrat smiselna, kadar imaš ti izenačene začetne pogoje, ne. Da ne govorim o tem, ne, da je igra, nekaj od igre še starejše, to pa mimikrija, ne, mimikrija je igra predstav, ne, in oblik, ne, to je pa sploh biološko ena temeljnih stvari, ne, igra predstav in bi rekel, prevaranje nekoga ali pa da mu ugodiš, ne, da on pride pol, da se približa, ne. To pravi, ta igra je izjemno pomembna zadeva, no, to si rekel, da smo pol še na to prišel. Ja, glejte, teme ni več, ampak kolokvij še ni končan.
Ja, no, zdaj pa tako kot zadnjič, ne, na prejšnji razstavi, pa zato, da bomo imeli vsi izenačene pogoje, ne, bova midva postavila parametre. No, bova rekla, ok, olje na papir. Povej. Ja, olje na papir je tako, ne, je problematično, ampak vam nekaj povem. Ena stvar, ki je zelo pomembna pri zadevi, je ta, bom rekel, čist banalni razlog, zakaj sem začel, ker sem zelo veliko eksperimentiral, ne, zelo veliko stran metal, zelo veliko preslikaval, ne. In je papir sigurno lažje, bi rekel, stran vršt kot pa en platen, ne. Tako da v bistvu to je en razlog. Drug razlog je pa nekaj drugega, ne. Olje se na papirju, oziroma penzel, ne, se pravi čopič, se na papirju drugače obnaša kot pa na platnu, ne. Tako da so te slike, ki so na platnu, zato tudi lahko drugačne kot tiste, ki so na papirju, ne. In jaz moram povedati, zdaj, ko že to razlagam, ne, jaz uporabljam pri tej slikariji tudi vodo. Čeprav se to noben mogoče ne pomisli, ne. Ampak če imaš ti moker čopič, ne, pa daš olje gor, ne, bo to zdrsno na papirju in si lahko neke strukture narediš, ki jih drugače sploh ne bi mogel, ne. Tako da to sem zdaj usvojil to tehniko, s tem, da je ta papir zelo kvaliteten, je šel tudi v različne, bi rekel, pogoje vremenske, do zdaj se je zelo dobro obnesel, ne. To je zelo celulozen ali bolj to je Fabini, grafični papir Fabini. In se zelo dobro obnaša, ne. Ja. Evo, za tiste, ki niste podučeni, ne, imate take in drugačne papirje, grafični so, no, se ločijo po gramaturi, ne, sestavi seveda, upojnosti in tako naprej, ne. In če boste dobro pogledali, veste, eni papirji ne vpijajo toliko olja, ne, ali pa medija, pa teh veziv, ne, drugi pa malo bolj, ne. Tukaj recimo na platnu se vidijo srage in tako naprej. Ampak vse to v resnici igra vlogo, dela vsebino, dela podobo. Ko sem jaz videl to, kar zdaj razstavljaš, sem bil v resnici zelo presenečen. Nisem navajen gledati takih slik na slovenskem. Sem mislil, da je to kakšen drug avtor ali pa pomota, ne vem kaj. Meni se zdi to tako zelo zenovsko. Namreč, takrat, ko sem jaz študiral, je bil pri nas dostikrat gost, oziroma na akademiji, Toshihiro Hamano. No in on je bil Japonec, ne, seveda, mojster zamaha, mojster grafike in tako naprej, in mojster, rekel, enosmerne, enoznačne, majhne povedi, ne, na velikem platnu. Njegovi zamahi so bili čez papir, recimo 5x5 metrov ali kaj takega, ne, z omelom je slikal in tako naprej. Ampak pri tebi, ne, je raven tako omelo, ta čopič, ki je seveda bistveno manjši, ne, in rekel, ta tvoje mojstrstvo, kako izluščati volumen v potezi ene barve ali pa večjih barv namešanih, ne, to se mi zdelo tako epohalno, no. Nisem navajen na to, povej kaj o tem. Lej, Robert Lozar, slikar, je rekel, ko je videl to, sicer me zelo dobro poznam, ampak on je, ko je gledal to, se razstavo, bom pokazal zloženko, pa tudi, ne, je rekel, da je fajn, ker je tako odprto, ne, in se razvija naprej, ne. Ko ti pogledaš te stvari, v bistvu ni en patent, ne, zadeve so relativno različne, kljub temu so pa vsaka za sebe, a kljub temu, ne, grejo skupaj, se pravi, avtorstvo, upam saj, ne, tako kot si tudi ti povedal, je dosti določljivo, ne. In to dvoje se mi zdi zelo pomembno zaradi tega, se tudi jaz govorim to, ne, da se ne vrtim v krogu, recimo, če bi lahko temu tako rekel, ne, se pravi, da nimam nek slog, ne, ki se v nedogled vrti, ni praktično bistvenih razlik, se že zraven dolgočasaš lahko, ne. Tukaj skrbim prav za to. Jaz mislim, da je to v bistvu zelo težko sicer narediti, to vem, da je težko narediti, ne. In tukaj jaz tudi zato sem toliko na papir delal, da sem to razvil, ne, to je dejstvo, ne. Tukaj nimam kaj skrivati, ne.
In to bi rekel, moram pa zdaj še nekaj v zvezi s tem, ne, še reči, ne, da ena stvar je pri zadevi zelo pomembna. Jaz sem že večkrat govoril o nečem, pa bom zdaj še enkrat povedal, ne, da percepcija ni samo zaradi tega, kar tam je, ampak je tudi zaradi tega, česar tam ni, kar je umanjkalo. Zdaj, če to primerjam zdaj z bolj preteklim obdobjem, recimo te hude abstrakcije, ne, ki je bila v bistvu samoreferencialna, ne, v tem smislu samoreferencialna, da so umetniki delali kose kot, bi rekel, stvari, ki jih gledaš kot take, kot je rekel tudi Frank Stella, slika je to, kar vidiš, nič drugega, ne, se jaz s tem globoko ne strinjam. Ne. Smo že dva. No, globoko ne strinjam in zato pravim, kreativni posel je v resnici gledati med predmeti, ne predmet sam. In zdaj, jaz bom povedal eno zgodbo v zvezi s tem, ki se mi zdi, da je tako najlažje, tudi razložim, ne. Ne samo to, da je treba med predmeti gledati, ampak prav tlele sem sabo prinesel eno knjigo, ki mi je Janko Lozar, filozof, dal, ne, da ne berem, ne. In to je... Po pogovoru, ne, boste tamle imeli študijski kotiček, kot imaš. Ja, v redu. To je knjiga, to so razprave 14 avtorjev, ki razpravljajo o multiverzu. Ne, in govorijo o tem, da ni samo, bi rekel, neka končna zadeva v tu bitu, ne, tu bit je stvar na sebi, ne, ampak da je več svetov možnosti, verjetnosti, ne, da je svet veliko bolj zapleten, ne. In jaz sem o tem tudi ravno v zvezi s tem, kar sem jaz rekel, ne, da stvar ni samo na sami stvari, ampak je tudi na tem, kar ne vidiš, ne. Sem jaz s tem zelo veliko delal že prej, ne. Sem tudi napisal članek v to knjigo, ki imam tlele, ki je dr. Iztok Simoniti izdal Ustvarjalnost, ker sem imel naslov, kako so nastala vrata. Ne. Nastala so kot ideja odpiranja in zapiranja, ne kot vrata kot taka. No, pa zdaj bom povedal še eno zgodbo v zvezi s tem, ker se mi zdi, da je zelo pomembna zadeva. Da te ljudje, ki tukaj razpravljajo, ne rečejo samo to, da je multiverzum, da je toliko in toliko različnih svetov, ne, možnosti, verjetnosti, ampak da so vse te različne možnosti resnične. Ni to nekaj neresničnega, to je resnično. Ne? In mi moramo to sprejeti, da so to resnični svetovi. Ne? In zdaj bom jaz povedal eno tako šaljivo, mogoče ali pa zanima zgodbo, kako bi jaz to razložil in zakaj je to tako resnična zadeva. Ne? Ko sem jaz recimo moral, sem je avtoriziral, kasneje patentiral igro, ki jo imenujem Faraon. Ne? To je tetraeder, v osnovi je tetraeder. Ne? In jaz sem najprej izhajal iz kocke, ne, in sem jaz študiral, kako biti kocke, pa biti igralci tako ali pa drugače igrali. In jaz preprosto se nisem mogel spomniti, te stvari nisem mogel realizirati. Ne. In sem pri kosilu, ne, vzel eno kruhovo kuglico, sem iz kruha kuglico je začel kotaliti po mizi. Pa v enem trenutku sem jo s 3 prsti stisnil, da je nastal en tak popačen tetraeder. Pa sem ta tetraeder mačkem boljš oblikoval, sem začel tisti metati, ne, pa če to, ne, lahko namesto kocke, ne. V trenutku, ne, ko sem videl, ne, to, kar se prej ni dalo, kocko vidiš vedno 2 stranice ali pa 3 stranice, ne. Ko pa ta kocka pade, vidiš pa samo 1 stranico, če je tetraeder, ne. V trenutku sem videl, vse mi je bilo jasno, ne, to je igra za 3 igralce, ne. No in pa sem jaz to igro nesel tudi v Nürnberg, ker je simpozij tabelnih iger, ne. In sem to igro predstavil, pa tudi zaradi tega, da sem videl, če slučajno, no, tam so ljudje od Indijcev do Japoncev, Amerikancev, z celega sveta pride ljudje, če je to že kje bilo, ne, mogoče pa jaz nisem se to smislil, ampak je to že bilo, ne. No, je bilo, nikjer še ni bilo, ne. Ampak hoče reči, to je realnost. Zato hoče reči, ne. To, da sem jaz do te trade prišel, ni bila samo ideja, ne, ampak je bila tudi realnost, ne. No in zdaj, še ena stvar, še tle povem, ki se mi zdi tudi dosti pomembna, mi, ko rečemo modernizem, ne, ponovadi je to skoraj kletvica, no, nas že, ne, rečejo, ja, postmodernizem, ne smeš delati slik kot slik, ne, ampak en francoski kritik, ki je bil tudi direktor Picassovega muzeja, pa Beneškega bienala, Jean Clair, je rekel takole, zdaj zelo bogokletna izjava, ne,
da do prve svetovne vojne, ne, poznamo gibanje ideje in oblike, potem tega nikoli več ni bilo. To je huda izjava. Ne. Zdaj, zakaj tega ni več bilo? Ne, to bi pa bila dolga razprava, zakaj je on to rekel, ampak jaz hočem to povedati, ne, v glavnem. Ne. Ideja, oblike in gibanje ideje in oblike, to se mi zdi ena od ključnih ugotovitev. Ni en modernizem, ampak vsaj dva sta. Tukaj imam jaz pod vprašanje, ampak to bo po sprehodu v multi-univerzumu, v tukaj tam glasbo Lada Jakše. Evo, bravo. Lado. Enigma Altamire. Akcija. No, zdaj pa v drugem delu, Lado, to je bil čudovit uvod, ki sproža asociacije na, ne vem, mogoče na 70. leta, ko je produkcijska hiša RTV Ljubljana še uspela izdelati dokumentarce o umetnosti, o umetniških tehnikah, o umetnikih, o umetniški svobodi, o čemer tudi ti govoriš in tako naprej. Tam je bila vedno ena taka sodobna, improvizirana glasba, kot jo igra Lado. In te oddaje so v resnici nepozabne, na nek način. In čim se je ti začeli, je človek takoj vedel, aha, zdaj bo pa nekaj zanimivega, oziroma nekaj nenavadnega. Ne. No in tisto nenavadno, kar bi jaz rad navezal v najin pogovor, je podoba v tvojih slikah, figura, oziroma figuralika, ki mislim, da je v resnici zelo prisotna,
In seveda ta študij, kombinacija vsega tega, ne, študijem, kot si sam omenil, na papirje, ogromno zavrženih skic, ne, poizkusov in čisto za konec recimo vprašanje, kdaj je tvoja slika končana? To je najtežje vedeti, ampak vseeno bom rekel nekaj, ne. Jaz se zelo strinjam z mislimi Johna Cagea, ki sicer ni moj, jaz nisem baš fan, recimo, njegove glasbe in njegovih pavz, ne. Ampak on je rekel tako, ne, da je struktura umetniškega dela, ne, sestavljena iz, najprej je tole metoda, ne, potem naslednja zadeva je struktura, na koncu je forma, ne. Jaz se s tem zelo strinjam, ne, tudi zaradi tega, ker bom rekel takole, ne, metoda mora biti nekaj konsistentnega in pri meni, no, če to pogledate, je pač zelo konsistentna metoda, ki sem jo pač dolg časa razvijal, ne, tudi metodo, kako sliko sploh delam, ne. Strukture so potem lahko različne, ni pa nujno, ne, ampak forma mora biti pa potem na koncu vsaka za sebe končana kot irreverzibilna zadeva, neponovljiva, ne, ki niti sam ne moreš ponoviti. Jaz pravim isto, kar sem prej govoril za Chauvet, ne, za tiste slikarje, gre tudi za to, ravno ki Herman Gvardjančič ima eno razstavo, ki sem jaz... Ravno včeraj sva govorila o tvoji razstavi. A res, no? A ja? No, fajn. No, jaz sem obiskoval njegovo monografijo in naj tudi prosil, naj uvod naredim nek predstavitev njegovih stvari in sem ravno to poudaril, da on sam sebe ne more ponoviti, ne, ker je to neponovljivo, ne. Zato narediš lahko drugače naslednjič, ne, ampak čisto isto pa ne moreš narediti, ne. In jaz se spomnim, ker sem enkrat poslušal eno razpravo o tem, ko je predaval kolega Muhovič, ne, da mu je Bernik rekel, da je eno sliko naredil, pa je prišel kupiti, ne, pol je pa on rekel, ne pridi jutri, ki je hotel še eno narediti, da bo eno, pa jo ni mogel. Kaj si hotel reči? Hotel sem te vprašati v zvezi s tem prostorom, oziroma s tistim, kar je odsotno, pa tisto česar okrog tega, kar si naslikal, ni. V kiparstvu imamo pogosto, rekel, eno tako relacijo začutimo, ne, da je okoliški prostor, ki ni kip, je pa okrog ali pa blizu kipa, ne, mogoče celo pomembnejši od kipa samega. Ali pa da je ta praznina bolj kip kot kip sam. Sigurno. Pa še to me zanima, koliko si ti še, oziroma koliko ti vse to, kar si naslikal, še daje enega prostora za še naslikati. Ali je to zelo veliko, ali je to neskončno, ali si omejen in že razmišljaš še o čem drugem. Poglej, ena stvar, ki je tle zelo zapletena, je, da ti ne ponavljaš samega sebe. To je imperativ, ki se pač ga držim. Te rutine se je težko obrati. To je ena stvar. Druga stvar je, ko eno stvar naredim, ne, se takoj zalotim, da sem isto delal naprej in takoj se ostavim. To je zelo težko, verjamem. Tle dve slike, mislim, tamle sta dve, ki sta si dosti podobni, pa kljub temu mora biti pa skupen izraz. In to, ko ti misliš, ne, da zdaj pa kar recimo, ne, zdaj pa ti mahal, oziroma boš pustil, da imaš impulze od zunaj, pa podzavest, pa ne vem kaj vse. Metoda prava mora biti, ne. In ta metoda pripelje tudi do tega, da ti v bistvu vendarle fil rouge, se pravi, eno linijo ugotoviš in jo vendarle ponavljaš, kar ni nič narobe. Sam ne smeš pa v dobesednem smislu, evo, zdaj sem pa jaz takole naredil, pa takole sem pa še ne trikrat naredil, ne. To preprosto ne smeš narediti. Zdaj veste, kaj je dovoljeno, kaj ne. Vsak po svoje, prosim, ne. To je itak, ja. Ampak v zvezi s tem, ne, in še z Ladovo glasbo, ne, jaz sem v resnici postal siten, ne, in zelo veliko glasbe poslušam, moram reči, da mi je to zelo veliko pomembno v življenju. In ker sem siten, sem postal tudi zelo izbirčen. In sem ugotovil, da pač eni v glasbi nakladajo in ponavljajo v neskončnost in ne vem kaj, ne. In v tistem momentu, ko to začutim, ugasnem. Drugo, ne bom poslušal. Ladova glasba je skozi nekaj novega. Nič ni neki vrtenja in še vrtenja in cikličnega, ne. Je skozi neki ena poved
Ne? In raven to se mi zdi v tvojih slikah. Zdi, da taka resonanca, ki zares nima ene rutine noter. To definitivno skrbim, no, mislim, to imaš prav, ne, jaz bi rad videl, da je tako, kot si rekel, ne, to je tako, da prvo, kar sem še enkrat hvaležen za tekst, ki ga napisal, za moje dom je res dober in tudi meni bo kaj pomenil. Vzemte. Ja, ne, res, ne. In tudi, recimo, pravim, ne, da v bistvu more biti film ruš, ne, se pravi, ti ne to je največji problem, ne, ti ne moreš vsak dan narediti nekaj čist drugega, neprepoznavnega, ne. In to je sigurno res, ne. To je ena stvar, ne. In, je boš, da nič ne delaš. Ja, je pa se pravim ključna stvar metoda in zdaj bom še nekaj rekel, se bom malo čudno slišal, ne. Ampak jaz, ko sem začel delati abstraktno, ne, sem bistveno izboljšal risbo po naravi. Zato, ker sem to metodo uporabljal tudi tam. In če bi bil, po mojem mnenju, jaz zdaj en profesor ali pa ne vem kaj, učitelj risanja. Bodi profesor. Ne bom. To je že mi. Gre za to, da bi po mojem bil ali slab profesor, ne, ker bi jih silil abstraktno delati, ne, pa bi bil v koliziji z ostalim programom, ne, ali pa bi bilo to mogoče zelo dobro, jaz to zdaj ne vem, ne. Sam vem to, da bi poskušal drugače učiti, kot pa se, tu z Ladom smo se o tem enkrat pogovarjali, kako bi on drugače učil glasbo, kot se uči. Ne. To je sigurno res, ne, da ti v bistvu imaš metodo in jaz mislim saj, ne, da je treba ljudem dati najprej metodo. Če ne daš metode, ni zdal nič. Ma pa lahko vsak različno metodo, ni nujno, da je ena sama. Ne. Zdaj pa, da midva ne bova predolg tukaj matrala najne publike. Imam jaz še dve vprašanji na zalogi. Pa bom lahko govoril. Ja. Imaš veliko vprašanj. Ne, ampak te dve sta taki lokalni vprašanji. Ja. In sicer eno vprašanje je iz Spodnjih Domžal in se glasi takole, kaj je lepota? Veš kaj, zdaj ti bom pa jaz takole povedal, dragi moj Juri. Prva stvar, ki bi bilo treba ljudem povedati, ne, ker v bistvu običajno navadni ljudje ne, pridejo v nek muzej in vidijo, kako je krasen konj tam na platnu, pa krasna ali akt ali karkoli, reče, kako so včasih tudi znali slikati. Ne. Lepota, po mojem mnenju, mora imeti dva pogoja, ne. Recimo, če rečemo temu da je pogoj, ne. Prvič, ne sme biti zgolj realnost, tistega, kar gledamo, ne, pa ti moraš vendarle potegniti eno kvintesenco ven tega in ti moraš vendarle narediti neko redukcijo, ne, ko govorimo o redukciji. Redukcijo ni čisto nič narobe, ti moraš nekaj reducirati, ne moraš vse na sliko dati, kar si videl. In jaz temu, da rečem, ne, da eden slika samo to, je to optična refleksija, to ne sme biti optična refleksija, ne. Vedno daješ neko trajno zadevo notor, ki je potem konstanta tega, ne. Druga stvar je pa, da slika mora biti prepričljiva. Ne? Zdaj, če stvar ti narediš lahko sliko, da je pogled skozi okno čisto adekvaten, ne? Stvar mora biti bolj prepričljiva, ker je Leonardo, recimo, tudi rekel, umetnost je več kot narava, to je že Leonardo rekel, ne? Se pravi, da mora biti prepričljiva zadeva, ne samo, da je podobna nečemu. Ne? No, ko pa govorijo ravno o estetiki, je to del tega razmišljanja. Ne? Ja, no, zdaj, ko si že povedal, kaj je Leonardo v tem rekel, ne, pa prideva do v resnici zadnjega vprašanja, to je pa domžalsko vprašanje. No. Tega že nekaj časa nismo zastavili iz različnih razlogov, ampak zdajle je to vprašanje zelo na mestu, ne. Kaj je umetnost? To je pa najbolj nemogoče vprašanje, prosti, da ti kar direktno povem. Lej, saj veš, ne, umetnost se je zelo različno tudi uporabljala in pomenovala, ne, če spet uporabljam teorijo, ne, recimo teorijo, ne, da je v začetku tisto, kar so ljudje slikali, to je tale rekel režij, Dibri, je rekel, najprej je bil to obdobje do renesanse, ne, recimo, ko so v bistvu ljudje slikali in prikazovali idole. Ne, oni niso slikali lepoto,
ampak je bil to idol, ne, ali se bi potem idol lepega lahko in tako naprej, ampak to je bila idolokracija, ne, še celo Grki, ne, ki so se zelo po narav delali, ne, ampak so v bistvu še celo tako je bilo, ne, takrat, da ni bil umetnik tisti, ki je to naredil, ampak to je dobil od zgori dol nek impuls, da je on to lahko sploh naredil. To je še zdaj? Ja, in to je božje delo bilo in je on idole delo, ne. V renesansi pride do tega, ne, da je umetnik genij, ne, se je tudi podpisoval ali karkoli že, in je dejansko bil na nek način odslikovalec realnosti, ne, to ni bil več idol, ampak je študiral naravo, on je študent, pa spet neka druga umetnost, ne. In potem prideš v današnji čas, ne, čas informatike, ne, ko je to spet nekaj drugega, tako da se to po mojem mnenju predvsem menja, ne, ni skozi isto. In kaj bo jutri, ne vemo, ne. Samo ravno to, ne, je treba zelo biti pozoren. Ljudem je treba dati nujno možnosti enih začetkov, ki so za vse enako vredni. Veš, zakaj je tudi? Na konec koncev človeka moraš pustiti primerljivost. On mora sam sebe tudi znati spoznati. On se spozna šele takrat, ko ima možnost primerjati sebe z ničem. Če se ne more z ničemer primerjati, ne, je to seveda grozno, ne. In to se mi zdi, da je ključnega momenta, ker danes govorijo o teh agendah političnih in tako naprej, ampak če hočemo že govoriti o politični agendi v neki galeriji, kjer pridejo 3 na dan notor, ne, je to veliko bolj, da daš na Facebook ali pa ne vem kaj, bo veliko bolj zalegalo, pa bo medij nek tak, ki je razširil se v realnem času, v Avstraliji lahko nekaj pokažeš, ne. Tako da tukaj gre dejansko za neko drugo koncentracijo, prepričljivost in tudi, če hočeš, estetiko. Recimo, no, težko pa točem. Evo, zdaj ste slišali, kaj je umetnost. No, niste slišali. Dejva ljudem to, kar si obljubil, dejva jim umetnost. Z Ladotom, seveda. Jaz nimam več vprašanj. No, dobro. Moram, ker si dobro razgovoril. Če nimaš več vprašanj, damega faraona, pa doma treniri. Ja, bom, z veseljem. Moram pa reči nekaj, da tle imaš noter 15 piramid, ne, ti tradov, in ko smo to v Nürnbergu igrali, en matematik italijanski rekel, to se ne da igrati, ker ti nevidno igraš, ti smo šli zapomniti te zadeve. Sem rekel, veš, mi smo igrali z 36, pa smo igrali lahko, se da, ne, to švidu, seš pa sprobo po švidu. Ampak prej sem te hotel, ker si o tem govoril, sem te hotel prekiniti z eno tako domačijsko izkušnjo. Mi smo se s te trajedri seveda veliko ukvarjali. Vsaj jaz v moji mladosti, ne. Če se spomniš, ljubljanske mlekarne so pakirale smetano, mleko, tetraedro. To je bilo, meni se to zdelo tako genialno. Ko sem dostikrat stal v trgovini in gledal te, se pravi, zapoje manjših tetraedrov, ki so jih naložili noter. Lepo se skladiščil to, ja. In to je bilo, se mi zdi tak udori, ne vem, kako bi temu rekel, ne, islamske geometrije celo, ne, v zahodni svet. To ti verjetno dobro obvladaš, ne? Mislim, ne, ampak tako, no, se mi zdel fajn. Ja, nič, zdaj bova zaključila najin pogovor. Hvala. Hvala te. To je bil Borko Tepina, to so njegove slike. Zdaj je pa Borko vaš in zdaj se delo šele začne zate. Tako da, prosim to, ne. Ja, eno vprašanje imam, no. Ja, prosim. Uspejočega umetnika bi vprašal, če Mrdek za to Maljavlitsko jamo šo ve, ne? Ali ste bi gledal ta film od Wernera Herzoga? Ne vem, če ga, jaz sem videl. To je briljantna zadeva, sam pregled. Poznate zadevo, kajti tam je znamenita izjava Picassoja, ki pravi, nič se nismo naučili, ki je videl to paleolitsko umetnost. To je Herzog. Ja, definitivno. Druga stvar je pa še nekaj, kar ste vi nakazali, pa me je glasba odprla Šove in Altamiro, da so v bistvu te naši davni predniki slikali v plemenicah, ob plemenicah, In če te slike gledaš ob plemenici, oživijo. Definitivno, ja. So mrtve, To je čudovita knjiga The Mind in the Cave, ki to opisuje. Super, hvala. Lahko tudi po noč pa gledamo z okrmi to. Mora biti v primajoči svetovi, Potem te črede v
bizonov, pa Začnejo laufati, če koga strah. Definitivno. No, pa to sploh ni abstrakcija. Ja, sej to, lejte, no, ki kolega... To sploh ni abstrakcija. Takole zdaj, ker mi gledamo, recimo, vsi ti rastri, vse te barve, vse te kompozicije, to može vse nekje v naravi, to vsi vidimo, recimo, ne bo to na fasadi razpadajoče, ne bo to na ljublju, ki razpada, ne bo to na asfaltu, ki razpada. Vse to mi vidimo, oziroma to je, sami tega ne opazimo. Vse v tem smo se pogovarjali. Ja, tega nihče ne opazi, ne? To je to. No, sej to ste zelo dobro ugotovili. In je pravzaprav, recimo, tukaj neskončno se lahko dela, ne? To se pravi, te stvari, kot ste sam rekel, so en tako packo v narekovaju, ne? Se ne da več ponoviti. To je dejstvo. Sigurno, ja. Ja. Pa še nekaj me zanima, ste tukaj delal ali nič? Nič. Se pravim, sem tudi z vodo delal, ne. Ampak to, kar ste zdaj rekel, ne, to je spet ena stvar, ki je istočnica zanimiva, ne. Sodobna modernistična slika je v bistvu razparceliranje ploske, all over, ne, sliko. Jaz v resnici teleso delam. To je razlika, ne. Jaz izhajam iz oblike, igra ideje in oblike od Jean-Claira in pri meni prisotna in pridem do verjetno do nekih, bi rekel, nepredvidljivih, nepredvidenih rezultatov, ki niso samo stvar mojega notranjega impulza, ampak retroaktivnosti od oblike, ki jo začnem delati, ne. Sam imam pač metodo, ne. In ravno to hočem reči, ko je rekel Jean-Clair, ne, jaz moram še to povedati, da te mogoče bolj vedeli, za kva gre. Ker to je zelo zanimiva zadeva, ne. On je rekel takole, ne, pravzaprav je rekel Valdemar Janoščak, to je en imel krasen, poljskega rodu, britanski imel oddaje na televiziji, ne. Je rekel, kaj se je zgodilo s Prvo svetovno vojno, zakaj je ravno Prva svetovna vojna, ne. Zaradi tega je rekel, ker ljudje niso več mogli gledati razkosanih teles, ki so jih še kubisti delali, ne, pa tistih razkosanih papirjev, ki so frčali narazen, celo so začeli govoriti, da je to neka nepatriotska umetnost in tako naprej, in se po Prvi svetovni vojni zadeva uprla temu načinu dela, ne. Šele Picasso z Guernico, recimo, ne, je to metodo spet s pridom uporabil, ne, čeprav je tudi on je šel v neoklasicizem, ne. No in hočem reči tudi to, ne, da je to zelo pomembna sprememba bila, zato je on tudi to rekel, kar je rekel, ne. Čeprav zdaj to treba malo preveriti, ampak jaz sem to preveril, sem šel na internet pa gledal te avtorje, kaj se pišejo o tem. Nekaj tega je bilo res. Pa se bo vprašal, ki je prišel v atelje en Nemc, pa je to Guernico videl, oziroma fotografijo, pa se bo vprašal, a ste to vi naredil? Pa temu Nemcu rekel, ne, vi. Veme, znaš to vse. Dobro res. Ok. Hvala za vse skupaj, da ste prišli, pa zate, Juri, res je bil enkraten. Kaj pozabil? Lado, prosim. Lado, hvala tebi. Super glasba, res. Ok. Hvala. Zdaj pa praznujemo naprej. Lado, prosim, še za kakšno muziko. Jaz bi izvenel za tole zadnjo steno, meni je posebej ljuba ta serija črno-beli, kot črno-beli klaviaturi, pa kot črno-belemu fotografu in bi se na to navezal, kot je Juri lepo rekel, ko je govoril o rezonanci. Izvolite.
Tole zdaj preverjam.